Pozdravljeni, dragi otroci! Prijazno dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. V tokratni pravljici bomo spoznali prikupnega kužka, ki je prvič doživel predbožični praznični utrip. Vse je bilo drugače. Zato se je na svet obrnil k svoji prijateljici Muci, ki mu je vse lepo pojasnila. Tej pravljici bo pa zagotovo zanimivo prisluhniti. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Kužkov prvi božič. No, da slišim. Ja, kaj se dogaja? Je vzkliknil kužek, ko se je zvrnil po tleh, ker se mu je okrog tačke navil bleščeč okrasni trak. Vse je bilo drugače, svetleče, nenavadno in novo. Po Muco grem, je zasopihal. Ona bo vedela, kaj storiti. Zbudi se, Muca, je vzkliknil. Zbudi se! Kako si lahko tako lena? To je zelo pomembno. Otrokom se je zmešalo. Ves dan jih že opazujem in niti enkrat se niso sprli. In ko je mama rekla, čas je za spanje, so zakričali hura! Nekaj čudnega se dogaja. Začelo pa se je s tistim drevesom. Mislil sem, da so ga v hišo prinesli zato, da bomo v njem lulal. Nanj so obesili vse polno lučk, žogic in čokoladic, ali jih ni škoda. Potem pa so mi rekli, da sem poreden, ker sem se hotel igrati z njimi. To počnejo vsako leto, mu je povedala Muca. Veš, božič je. Izjemno veliko praznovanje za vso družino. Mama kot nora skače po kuhinji in kuha kupe jedi. Nikoli ne pojedo vsega, zato jim pa midva lahko pomagala, ko ne bodo pozorni. Toda Muca, je vzkliknil kužek, svoje nogavice so obesili na zid. Sploh ne razumem tega božiča. Ne skrbi, kužek, je rekla Muca. Božič je zabaven. Prišel bo tudi božiček in za vse prinesel darila. Kdo pa je to božiček? Je vprašal kužek. Krasen dečko je rekla Muca. Vesel, okrogel, bradat in oblečen v puhast plašč. In ko bomo trdno spali v svojih posteljah, nam bo prinesel darila. O, Muca, poskusi ostati budna, da ga bo lahko videla, je rekel kužek. Muca in kužek sta opazovala čudovito svetle zvezde v tistem kristalno jasnem božičnem večeru in napela ušesa, da bi zaslišala rožljanje oprege, topotanje kopit ter pridušen in vesel ho, ho, ho na strehi. Pa kje je zdaj božiček? Je zazehal kužek. Kdaj bo že prišel? Čakala in čakala sta in se na vse kriplje trudila ostati budna. Muca je videla, kako so se kužku zaprle oči, nato pa je zaslišala, kako prav tiho smrči. In ravno tedaj, ko je utonila v spanec tudi ona, je vstopil božiček. Zbudi se, kužek, božič je rekla Muca. Hitro pridi pogledat, božiček je prinesel darila za vso družino. Tudi zame je eno, je vzkliknil kužek. Ali ni to čudovito? Hvala, božiček, je zalajal in vesel božič, Muca. Ja, kako prisrčna pravljica, kaj ne? In zanimivo, kako je kuža opazil, da je vse drugače. Otroci so se veselili spanca, v dnevno sobo so postavili drevo, hiša je zažarela v prazničnem okrasju, mama se je vrtela v kuhinji in pripravljala izjemne jedi,
in še Božiček ne bi prišel. Res nenavadno vse skupaj. A menim, da je bilo kužku všeč. Škoda le, da je zamudil Božičkov prihod. Mogoče pa ga sreča naslednje leto. Kdo bi vedel? Otroci, v mojem knjižnem kotičku prisluhnite še božični pravljici Lana in Luna z naslovom Božična jelka. Lepo se imejte in uživajte v predbožičnem času. Čau, čau! Kako si bil simpatičen, ne? Ja, drugo leto moraš pa paziti, da ne boš zaspal. Boš srečen Božička.